Dober dan. Imamo v časopisih interpelacijo, zdravniško stavko, pa transatlantske stvari. Točko 3 bova izpustila. Donalda Trumpa. Točko 3 bova izpustila. A to je točka 3? Ja, to sva že obdelala. Ja, edin, kar je novega, je to, da je Putin zelo vesel in ponuja roko sprave med Rusijo in Ameriko. Ja, lej. Nekaj se trudi poskusiti. Fantje se bodo našli, konec koncev smo 2 dni nazaj obhajali 99. obletnico Velike oktobrske revolucije. To je pa dobra istočnica, a? Naslednje leto je 100-letnica, ni hec, čez 2 let, 18. 18 je točno, ja. Je 100 let oktobrske revolucije, se popravljam. Ok, ampak o tem se da kaj povedati, pa ne zdaj o oktobrski revoluciji, ampak o kontekstih, zdaj, če smo pri obletnici. Na kaj namiguješ? Namigujem pač na to, da se po tolikih letih zavzemanja za demokratično stvar in izidu tega, kar vidimo v svetu in pri nas, tako v Evropi, kakor tudi v naši domovini. Tako v nebesih kot na zemlji? Tako v nebesih kot na zemlji se kaže, da so nekatere stvari, za katere smo pač vedno bili prepričani, da gredo linearno, ne gredo nujno linearno, ampak se ciklično ponavljajo, mogoče sinusoidno, celo če hočeš. In obletnica oktobrske revolucije, ki se je zdela kot relikt, muzejski relikt, recimo se že, če pogledava samo na refleks izvolitve Trumpa v ZDA in omenjanje delavskega razreda, več ne kaže kot samo kot relikt. Se strinjava s tem? Lej, mislim, zdaj tukaj je, če zakomplicirava stvari zelo, je treba zelo dialektično brati ta rezultat. Veš, da je delavski razred izvolil milijarderja, če sva pa pri Leninu, je pa treba pač imeti to distinkcijo, da je Lenin dovolj pronicljivo ugotavljal, da je kapital sestavljen iz različnih frakcij, da je ena od frakcij finančni kapital, ki sam po sebi ni produktiven, drugo je industrijski kapital, ki je produktiven. Zdaj, Trump ni nekdo, ki bi prihajal iz frakcije finančnega kapitala, ki je doma na Wall Streetu, ampak je doma na drugem koncu Manhattna, kjer je doma industrijski kapital oziroma kapital, ki se ukvarja z realnim sektorjem, ki postavi realno stolpnico, ne stolpnice z vrednostnih papirjev, ki postavi pač neka realna naselja, ki se ukvarja z nekimi naložbami, ki obstajajo v realnem svetu. In on ni bil recimo pripuščen v to Wall Streetsko finančno oligarhijo, ker se je Trump zdaj v Wall Streetu pač premejhen igralec. Možno, to so obdelala, mislim, to smo se pogovarjali o oni drugi oddaji, tega istega tipa. Vse skupaj pa vodi v eno zelo zanimivo vprašanje o razmerju med javnim dobrim in med zasebnim, in kje se to dvoje preplete. V šolstvu. Ja, recimo zdravstvo, šolstvo, država. In sva pri 2 zadevah, ki krojijo ta teden, ključne dogodke tega tedna v Republiki Sloveniji. Recimo. Se pravi, sva sredi zdravniške stavke. Ja, in da imava o tem stališče, o zdravniški stavki. Morava ga imeti, ljudje pričakujejo, da ga imava. Veš, pri zdravniški stavki imamo, dajmo reči, pač 3 elemente. Zdravnike, ki delajo 40 plus ur vsak teden in katerih plača je v resnici glede na kvalifikacijo in odgovornost poklica, ki ga upravljajo, je skromna. Dajva analizirati, kaj to pomeni 40 ur na teden. To pomeni 8 ur na dan, 5 dni od tedna. Tako, ampak potem je pa treba pri zdravnikih še neka dežurstva naštepati. Potem so pa dežurstva, ki pa niso del rednega delovnega procesa, ampak so plačana in to bogato plačana. Tako je. Razen v sistemih, kjer niso nič plačana. Poznam tudi zdravnike, ki delajo zelo, zelo veliko, nimajo plačanih nikakršnih nadur. Ja. Čeprav ne razumem, zakaj recimo zdravniki, ki pridejo dežurati, recimo v nek lokalni zdravstveni dom, so zelo dobro plačani, zdravniki, ki presajajo srca, recimo, pa ne. Ko pridejo situacije, ki treba oddelati nočne
Videl sem že te situacije z vsem občudovanjem, lahko rečem, da mi se absolutno ni zdelo normalno, da se zdravniki morajo udejstvovati tako rekoč prekerno za tako vrhunsko stvar, kot je reševanje življenja v tako vrhunskih legah, ki jih praktično povprečen smrtnik nikoli v življenju ne bo dosegel. Ne. To mi je bilo zmeraj neznanka. Ne. Samo ko pa na drugi strani pogledam Konrada Kuštrina, ne, dobim pa ravno obratne občutke. Ne. Mislim, veš, zdaj tako, ne, informacija oziroma signal, ki bi ga jaz želel dobiti strani stavkajočih zdravnikov, ne, se tiče njihove vizije javnega zdravstva oziroma pod vprašanje, ne, ali si rešitev problemov javnega zdravstva predstavljajo tako, da pač javno zdravstvo počasi začnemo opuščati, pa ga peljemo v smer privatizacije. Ne. Ja. Pa naj pač javna zdravstvena blagajna pač krije stroške poslovanja zasebnih zdravstvenih inštitucij. Ne? A je to ideja ali je kakšna druga ideja? Ne? To je stvar, ki mene muči. Ne? Ampak to postavka je odprta, tega ne veva. Tretji element v tem trikotniku, ne? Se pravi država, zdravniki, ne? Pa pacijenti ali potencialni pacijenti, pa uporabniki. Ne? Ne morem mimo tega, da ne bi citiral kirurga Erika Brecla, ki je rekel, pač, da pri današnjem stanju stvari, ne, so pravzaprav pacijenti tisti, ki bi morali stavkati, ne, ki so najbolj poklicani, da stavkajo. Ne, na kakšen način bo pacijent stavkal, to je težko si predstavljati. Ne. Vendar, ne, vprašanje, ki iz tega dovtipa izhaja, ali pa trditev, ali pa ocena, ki iz tega dovtipa izhaja, je, da so v tem trikotniku v resnici v najslabšem položaju pacijenti in ne, če bo prišlo do erozije javnega zdravstva, bodo še v slabšem položaju. Ne? Ja, politike, zdaj recimo en argument, ki ga sprejemam in prišel skozi usta sindikalnega šefa Konrada Kuštrina je, ne, da se leta in leta ne, postavlja isto vprašanje, na mizo daje isto vprašanje in zahteve in se ne zgodi kaj dosti. Ne. To je dober argument, treba ga je samo preizkusiti, ali so zdravniki v tem kaj unikatnega, ali gre za splošen družbeni pojav v imenu krize. Zdi se mi, da so na istem šolniki, ne? Zdi se mi, da so na istem policisti, zdi se mi, da so na istem vsa državna uprava, administracija in tako naprej. Ne? Kar ni dober odgovor, ne? Širok stavkovni val, ne? Ki se najavlja, je v bistvu odraz tistega nezadovoljstva nad pač dejstvom, da država je izšla iz krize in uradno ni razglasila konca krize in vrnitev v izhodiščno stanje, za katerega so se dogovorili. Ne? Takrat je bilo rečeno, dajmo zdaj zategniti pasove, potem, ko bo država... Za 2-3-4 leta navedla. Zdaj se pa pogajalci obnašajo, kot da se pogajamo iz te pozicije, kot da je to bila normalna pozicija, pa ni bila. Ne? To je rahlo nespretno. Na drugi strani ministrico razumem, ko pravi, mi ne moramo zdaj razvezovati denarnice, ne da bi pacijenti imeli od tega korist. Mislim, ta argument ni slab, ne, sam po sebi. Ne. Ampak končne sodbe mislim, da mi dva ne morava dati, ali pa da niso, ne samo, da niso kompetentni, ampak ima verjetno premalo podatkov, ker če se pogovarjamo zdaj o normativih in normalizaciji stanja, najmanj, kar lahko rečemo, je to, da normalizacija dejansko mora priti, ne, je treba nekaj za njo narediti. Ne. In da lahko sam načelno pozicijo postavimo, saj kar mene zadeva, recimo pri zdravnikih, moteče je to, da v bistvu ne govorijo o zdravstvu, pa govorijo samo o svojih pravicah. Ne? Mislim, ja, veš, zdaj teh deležnikov, ne, prej sem pacijente omenil, ne, zdravnike sem že omenil, ampak ne, deležnikov v zdravstvu je še veliko, ne, so Sveda. Medicinske sestre, tudi konec koncev, ne vem, ne, veš, uvozniki farmacevtskih preparatov, pa kakšni dilerji z operacijskimi mizami, ne? Ja. Pravzaprav krize v zdravstvu niti ne občutijo prav zares, ne? Ne, in to je zelo narobe in tudi tako, ne? Treba je zelo jasno na mizo dati določene opažene argumente v zvezi z tudi zdravniškimi lobiji, ne?
ki imajo nečisto pozicijo v razmerju, ker recimo, če je nekdo zasebnik, s tem pač ni nič narobe, ne? Če ima čisto pozicijo do svoje funkcije v javni sferi, ne? Ker recimo to, da zjutraj pacient ne pride na vrsto, ne? Zato ker je pač v javni agendi, popoldne pa pride na vrsto, ne? Zato ker je v zasebni agendi pri istem zdravniku, s tem pač nekaj je narobe. Ne? Mislim, tle so korupcijska tveganja zelo visoka, rečemo to. Ne? A veš, ampak več od tega dvomim, da lahko poveva. Lahko pa kaj več poveva o šolstvu, ne? Oziroma o tem, kar se je ta teden dogajalo na primeru interpelacije zoper šolsko ministrico. Majo Makovec Brenčič. Tako, ne. Ja. Več lahko poveva predvsem zaradi tega, ker se je zelo jasno začrtala ofenziva med vlado in opozicijo, konkretno je šlo za SDS, priključila se je tudi NSI. Pozicija je pa čista zato, ker se je pogovarjalo o dveh stvarih. Prvo, kar je o vlogi zasebnega šolstva v javnem sistemu financiranja šol, ne? Na eni strani, na drugi strani pa je bila debata pokrita z odločbo Ustavnega sodišča, za sodbo Ustavnega sodišča, da je zasebne šole treba financirati v enaki meri kot javne šole, če izvajajo javni program. Ne? Ja. In to se sliši korektno. Ne? Torej, ne čist, ne? Veš, jaz sem tle pomislek, ne? Naj ta pomislek pojasnim. Ne? Ja. Javni šolski sistem, ne, je dolžan šolo postaviti tudi na zelo odročnih koncih države. Ne? In pač to je kar drago. Ne? Ja. Medtem ko zasebni šolski sistem tega ne bo storil. Ne? Bo šolo postavil elitistično. Bo šolo postavil tako, da veš, kaj že ti z gora k Mohamedu, Mohamed k gori. Ne? Ja. Se pravi, bodo mulci morali sami priti do šole, ne bo šola prišla do mulcev. Ja. Več, če morajo mulci sami priti do šole, je to cnej. Saj zagovorimo o osnovnem šolstvu, ki je obvezno. Srednje je pa že drugače, pa visoko. Ja, ne. Ampak hočem to reči, veš, da že na tej ravni, veš, obveznosti javnega šolstva, ki morajo zagotoviti fizično prisotnost šole v bližini otrok. Dobar, se zgodi, da je treba se potem še nekaj z avtobusom peljati, pa včasih tudi relativno delčiti peš. Ampak kakorkoli, to predpostavlja nek strošek, ki ga pa zasebno šolstvo nima, ker je učenec, dijak dolžan priti do tja. Zdaj, jaz sem podučen, da je spora, na katerim je zdaj SDS zastavila interpelacijo in triumfirala proti ministrici pač ta, da je Ustavno sodišče dalo neko normo, dalo celo nek rok in vlada tega ni popravila v predpisanem roku. Ja. Še. Oziroma trdi, da ima... Začeli so s proceduro. S proceduro šele, medtem ko je pa SDS iz tega poskušala pač potržiti svoje točke. Zakaj pa gre? Gre pa za to, da država zdaj recimo zasebnim šolam daje, recimo srednji šolam zasebnim daje 85%, ne pa 100% za javni program, za javno veljaven program. To se pravi, če imaš ti neko gimnazijo zasebnega tipa, neko gimnazijo, ki je javna, ona dobi javna 100%, ta zasebna pa 85%. In to na prvo žogo ali pa na prvi pogled dejansko deluje diskriminatorno, na prvi pogled. Ampak to je bilo, mislim, da zdaj, če se ne motim, v času Gabrovega ministrovanja dorečeno, ko pogledamo pa, tako sem se dal podučiti, če pogledamo pa na drugo žogo, je bila pa država potem v nadaljevanju več kakor radodarna, ker je šla v to formulo, da 85% daje na račun javnega programa, potem pa vse zasebne šole imajo pa nek dodatni program, jih je pa bogato v bistvu zasula z 85% deležem tudi pri dodatnem programu. Se pravi, če prevedeva, v zasebnem šolstvu je iz javnega denarja bilo financiranih 85% ur slovenščine. Ja. To je obvezni lik, če uporabim žargon iz umetnostnega drsanja. To je obvezni lik, ampak potem je pa pri teh neobveznih elementih, recimo latinščina, država prav tako nekaj prispeva. Ki pa v bistvu tisto šolo naredijo potem zanimivo in elitno.
zaradi tega ti svojega otroka tja daš, ker imaš iluzijo, da ga boš boljše izobrazil. Latinščina ali pa verouk, konec koncev. Ja, no, in zdaj je bilo pa tako, ne, ko je Ustavno sodišče, ne vem, na čigavo pobudo, nisem pogledal, ne, pač presodilo, kakor je presodilo, češ, da je to diskriminatorno in da je treba izenačiti. Šlo je za osnovno šolo, če se prav spomnim, Alojzija Šuštarja. No, se je pa na koncu koncev izkazalo, ne, da bi dosledno branje Ustavnega sodišča in če bi bila neka, recimo, dost dosledna koalicija na oblasti, lahko imela za posledico, da bi država uredila financiranje 100%, tako kot Ustavno sodišče zahteva, ampak bi v končni fazi ta ista osnovna šola, recimo, dobila na koncu koncev manj denarja. Zakaj? Zaradi tega, ker je država ima vso pravico reči, v redu, plačamo vam 100% javnega programa in 0% posebnega programa. Se pravi, to je pa vaša obvezni program krijemo v celoti. Ja, neobvezni je pa vaša stvar. Fakultativno pa, ja. In recimo jaz osebno bi tako naredil. Zaradi tega, ker obveznost do javnega je obveznost, ki jo država seveda mora pripoznati in tudi plačati. Ne. Od tam naprej država ima pa seveda možnost, pravico, ne pa dolžnosti, ima pravico oziroma ima možnost, nima pa dolžnosti, da pri nadstandardu finančno participirano se zadnje razpolaga z našim denarjem. Ne. Ja. No in zdaj so pa odprta pogajanja, kaj to pomeni. Lahko bi država zdaj, če že varčuje, ne, prav na podlagi te odločbe, tega Ustavnega sodišča, privarčevala denar. Ne? No, zdaj se je pa zgodila ta interpelacija, ki je pa v bistvu frontni napad za zavaravanje neprijatelja. Ne? To se pravi, da vnaša zmedo v to, ne, in poskuša izsiliti. Tukaj pa mene začenja skrbeti, oziroma si vprašam, kateri lobiji to porivajo naprej. Ne? Ja. Kateri lobiji in zakaj in kako. Ne? In to so že te stare rokovnjaške metode. Ne? Predsednik republike bil na Svetem sedežu pravkar. Dobro, je predsednik republike mehak, je predsednik vlade mehak, opozicija je huda. Ne? Imamo vabilo Svetemu očetu, da obišče Republiko Slovenijo. Po redu, mi je všeč, naj pride, ne? Ampak in ga spoštujem in vse, ne? In tudi vernike in vse in spoštujem vse. Ampak jaz sem pa zelo, ko ne rečem, štirioglad državljana, ne, z jasnimi moralnimi načeli, ne? Ampak prosim, to se ne meša z javnimi financami. In to se ne meša z lobiji in to se ne meša z ničemer drugim kot s tem, kar je prav. Ne? Mi moramo postaviti neka pravila, ki se jih je treba držati, morajo biti vnaprej znana. Ne? In tudi za časa Gabrovega ministrovanja, ne, ki so letele ostre kritike tudi z moje strani, žal neupravičeno priznam svojo napako, ampak takrat recimo ne, je bila argumentacija izredno čvrsta. Vnaprej znana, si se strinjal ali se nisi strinjal, potem ko je bila sprejeta, si vedel vnaprej popolnoma vse. A ne? Ne tega, veš, argumentacija trumpovskega tipa. Danes je tako, jutri je drugače. Če bo tako bojovile, če bo okroglo, bo pa lopata. Če bo špica z bojovile, če okroglo, bo pa lopata. Ne, smo nekoč rekli. Ne. Ali pa ta putinovska paradigma, ali pa trumpovska paradigma. Ne, mislim, a veš, kljub vsemu je takrat stroka podala svoje argumente, jih je jasno in javno zagovarjala, so usvojili neke kriterije, po katerih še zdaj ta trenutek vidimo, da so ugodni za zasebne šole. So ugodni. Torej, če bi zdaj na državi imeli ljudi, ki bi imeli neka zelo jasna načela in se ne bi umikali tem trendom izsiljevanja, ne, potem bi država na šolah, zasebnih šolah, ne da bi jim povzročila kakršnokoli krivico, lahko prihranila veliko denarja. Ta trenutek. Ne? In seveda zdaj pride pa interpelacija za to, da se slučajno ne bi kaj takega zgodilo. Ne? No, to je pa že ena zanimiva metoda izsiljevanja. Ne? Lahko. Domnevam. Ne? Nimam za to podatka, ampak domnevam. Interpelacija je sicer prepričljivo padla. Ne? Tako da... Se bo vsaka padla, dokler ima koalicija večino. To so v bistvu neki manevri za... tako rekoč butalski manevri, če hočeš. Mislim, jaz si tako zrele politike resnično ne predstavljam. Predvsem je pa padla vsaka argumentacija. Tukaj ni nobenega argumenta nikjer. Ne? A veš, mi dva zdaj argumente izumljava, mi dva jih poskušava najdati, pozicionirati, osvetliti z levega in desnega kota, ampak te argumentacije v parlamentu ne slišiš, ne? Na tak način. Ne? Ja. In tudi, a veš, ker v končni fazi to
Ker v redu, ustavno sodišče je reklo, kar je reklo, ustavne odločbe je treba spoštovati, s tem se strinjam, tudi ne vem, zakaj so do zdaj čakali, pa tega niso že realizirali. Ampak jaz bi dejansko v obdobju varčevanja, ne, bi jaz potegnil kratki rez, posebej bi pa v zasebnih šolah, zdaj če gre konkretno za osnovno šolo Alojzija Šuštarja, ne, mislim, bi pa jaz to definitivno povezal z pričakovanji države do cerkve, definitivno. Ne. Mislim, na eni strani cerkev toži državo za 15 milijonov, koliko smo rekli, za 15 milijonov? 15-16, ja. 15-16 milijonov za izpad dohodka, kar je perverzno. Ne? V tem trenutku bi jaz samo rekel, prostite, na tej poziciji se nimamo kaj pogovarjati o kakršnikoli participaciji v zasebni šoli, v javnem da, ali pa v javnih programih da, sicer pa ne. In ne razumem, kaj... Mene nekoliko, veš, ta zgodba spominja, ne, na recimo, mularijo v javnem šolstvu. Ne? Ja. In pač, ko si v javnem šolstvu, imaš potem tudi možnost poslati otroke v šolo v naravi. Udeležba v šoli v naravi ni obvezna, ne, pač nek nadstandard. Ne. Ja. Ta nadstandard, ne, da se mularija nauči plavati, pa smučati, pa tako naprej, ne, ja. pač tega ne krije državni proračun. Ja. Ne. To starši krijo. To starši krijemo. Ne. Ja. Seveda. Ne. To je dejstvo. Ne? In tudi, veš, na drugi strani imamo pa temeljne, pravzaprav elementarne, pravzaprav civilizacijsko, že kar tako rekoč pripoznane vrednote, kot je recimo to, ne, enakost v možnostih, ne, se imenuje, recimo, ko so se pogovarjali o petki za nasmeh, pa o malci, ne, za otroke vseh treh plačilnih razredov v osnovni šoli. Ne. Pa potekajo kar neke debate, kjer pa se mi zdi, da so neprimerne. Zakaj bi o tem debatirali? To preprosto je standard, privzemimo ga. Ne. A veš, sej slišim, da zdaj do tega bo prišlo. Ne. Ampak na drugi strani, a veš, pa tako v enem zamahu, a veš, kar, veš, in potem v interpelaciji sem poslušal tako počezno govorjenje. Ne? Za nekatere ustavno sodišče ni merodajno. Čakajte, kaj pa vi govorite? Sej to, kar je ustavno sodišče reklo, v ničemer ne poškoduje. Ne? To gre v bistvu sam za preformuliranje nekega modela, kar je sicer potrebno, ampak absolutno pa to ne pomeni, da bi morali pa za to zdaj zasebnim šolam dejansko dati več denarja. Lahko bi jim ga dali bistveno manj. Ne? A veš, tega vidika pa nismo slišali. Ne? To je zanimivo, ne? To je nov vidik, ne? Počakamo na potezo. Ja, ampak to se pravi, kolikor sem jaz te stvari tako na hitro malo pogledal pa preštudiral, je to zelo pomemben vidik in v prihodnjih tednih ga bomo morali odpirati, ne? Midva sva ga.